Dober dan želim. Danes bi želela se dotakniti ene teme in to, ki sem jo zjutraj izkusila po moji kratki meditaciji, ko je moj fant odšel v službo. Ko je on odšel v službo, sem meditirala, izvajala dihanje in delala z vijoličnim plamenom in odredbami. Ko sem končala, sem želela pozajtrkovati. V tistem času me je presenetil klic, ki ga nisem pričakovala. Klical je en fant iz Dolenjske, star 16 let. Komaj da lahko kaj spregovoril, ker je jokal, jecajoče je jokal. Poskušala sem ga umiriti in mu reči: počakaj, umiri se, poslušala te bom, izjokaj se. In resnično, 5 minut sem ga poslušala, fant je samo jokal, fant pri 16 letih. Ko se je izjokal, ko mu je postalo vsaj malo lažje, mi je rekel: Ašana, tvoj včerajšnji spot na YouTubu sem gledal. Zelo se me je dotaknil. Odprla si v meni ogromna vprašanja, ki jih sedaj ne znam rešiti. Nekaj bi ti rad, Ašana, povedal. Rekla sem: izvoli, povej, vsekakor. Fant je rekel: Ašana, jaz sem homoseksualec. In včeraj, ko sem gledal tvoj spot, si me navdahnila, da sprejmem samega sebe, da se vzljubim in da končno zaživim. Fant po njegovih besedah je začel sprejemanje svoje lastne istospolnosti. Kaj se je zgodilo? Fant je isti večer, torej včeraj zvečer, po noči, svoji lastni materi se zaupal. Lastni materi, ki ga je rodila, ki ga je 9 mesecev nosila pod srcem, ga dojila in vzgajala, katera je pri rojstvu rekla samo, da je živ in da je zdrav. Ta ista mati ga je zavrnila. Rekla mu je, da je bolen, da je perverzen, da ni vreden nobenega človekovega dostojanstva. A veste, kaj mu je storila? Vse njegove obleke in stvari, ki jih je imel, jih je vrgla pred vrata. Mati, lastna mati, ki ga je 9 mesecev nosila v svojem srcu, ki ga je dojila na lastnih prsih. Fant je v trenutku ostal brez strehe, brez ljubezni. Do včeraj verjel, da je njegova mati in njegov oče, da sta najboljši oslonec, dva najboljša človeka na zemlji, ki ga ljubita. Ta fant je na krut način spoznal, da ni vse tako, kot mislimo in verjamemo. Da mnogo ljudi se pretvarja v ljubezni do nas,
ta fant je na grenek način izkusil, kako je hudo, ako nisi sprejet, ako te zavrnejo najbližji, tvoji lastni starši. Pri 16 letih, brez službe, brez doma, ostati na cesti samo zaradi tega, ker je fant povedal lastni materi in očetu, da je gej. Zamislite si. Samo zaradi tega, ker je gej. Mnogokrat sem slišala tovrstne zgodbe. Vendar v današnjem času se veliko piše, veliko govori o tem. V današnjem času, ko so informacije vse povsod dostopne, so še vedno starši, ki zaradi spolne usmerjenosti mečejo svoje otroke na cesto. Resnično ne morem razumeti tega. Lahko sprejmem, da nekdo ne sprejema nekoga, vendar težko, zelo težko razumem, da lahko lastna mati se odpove svojemu otroku. In sedaj usmerjam svojo pozornost na tebe, ljubljena mati. Na tebe, draga ženska, ki si včeraj svojega sina vrgla iz toplega doma. In te sprašujem, ali si ga sploh ljubila do sedaj. Mar veš, kakšen je dar imeti otroka? Mnogi moški in ženske, mnogi pari nimajo tega daru, nimajo tega privilegija, da bi imeli svoje biološke otroke. Ljubljena mati tega sina, sprašujem te, resnično iz srca, ti ni žal? Mar si ne bi premislil, da si vendar njegova mati? Saj vendar naj bi mu želela najlepše, najboljše. Kaj? Te je sram? Te je sram, da okolica, sorodniki, sosedi in prijatelji bodo imeli kaj za govoriti? O, ljubljena mati, ljubljena ženska, povem ti, naj govorijo karkoli hočejo. Le ljubezen je pomembna. Pomembno je, da se postaviš v kožo lastnemu sinu. Ti si ga rodila. Ti si mu omogočila življenje na zemlji. Sprašujem te, kako zmoreš svojemu lastnemu sinu odvzeti vso človeško dostojanstvo? Kako si ga lahko poslala na cesto? Kako? Mar te ne boli srce tvoje? Mar ti ne nalaga tvoja vera, da ne sodiš, da ljubiš, celo da ljubiš svoje nasprotnike? Da, vem, pobožna si kristjanka, vendar spomni se Jezusovih besed. Ljubi svojega sina, sprejmi ga, saj je vendar plod tvojega in moževega telesa. Pozbudi se.
tvoj sin ti je dan v dar. To je tvoj privilegij. Ne obremenjuj se. Kaj bo tvoja sestra, brat? Kaj bodo stari starši rekli? Ti kot mati si dolžna dati vso ljubezen in zaščito, vso podporo svojemu sinu. Ne pa, da ga zaradi svojih verskih prepričanj, ki so daleč od evangelijske resnice, zaradi teh prepričanj, zaradi te ozkoglednosti, zaradi te brezsrčnosti lastnega otroka spraviš v življenjsko nevarnost. Nočem te soditi. Želim samo, da se zbudiš. Želim, da se zbudi tvoja brezpogojna materinska ljubezen do tvojega sina. Želim, da ga sedaj pokličeš, ga prosiš odpuščanja, da greš z njim na kavo in ga prepričaš, da je bila zmota, da ga pripelješ domov in mu nudiš varen dom, kot do sedaj. Mar je res pomembno, koga bo tvoj sin ljubil? Mar je res pomembno, ali boš imela snaho ali zeta? Pomembno je edino to, da boš ljubila svojega sina, da tvoj sin bo ljubil tebe. In da iz te ljubezni bo se razvil v celovito osebo. Da bo lahko nekega dne pripeljal partnerja svojega, ga predstavil brez strahu in občutka krivde. In ti boš vesela njegovi sreči. Prosim te, pokliči svojega sina in mu povej, da ga ljubiš. Povej, da ga prosiš odpuščanja. Vrni svojega sina nazaj v svoj objem. Predsodki ubijajo. Ne dovoli, da se mu karkoli zgodi. Budite ljubezni. Verjamem, da ti je težko. Vendar mati, le ena mati. Si lahko zamisliš, kakšen je občutek, če si zavržena od lastne mati. Le ljubezen lahko da razumevanje in sprejemanje. In ti povem, nič ni narobe s tvojim sinom. Ako ljubi moški. Nič ni narobe s teboj, da si reagirala burno in boleče. Vendar ni dobro, da si mu to. Spodbujam. In naj nikogar, dragi moji in drage moje, predvsem vi, ki imate svoje družine, svoje otroke, ne bodite burni. Ne bodite eksplozivni, ko vam vaši otroci govorijo o sebi. Govorijo o svojih občutkih, nagnjenjih, o svojih
čustvih. Ne dovolite si takšnih napak. Tema, sovraštvo, jeza prihaja skozi najmanjše špranje vaše zavesti. Ne dovolite, da predsodki uničijo vašo družino. Naj je ljubezen s teboj, naj je ljubezen z vsakomor na tej zemlji, naj je vsakdo svoboden, sprejet in ljubljen. Želim vam lep dan. Hvala za pozornost in